Smo res družinsko podjetje, sam sem prevzel posel od mojega očeta pred 12 leti, ki je tudi verjetno najbolj zaslužen za to, da sem danes tukaj. Saj že kot otroka me je učil dela, poštenosti in seveda odprtosti. Me je vozil po svetu s sabo, ko je hodil po sejmiku v Mulče. Vedno so debatirali o priložnostih in izzivih in zato sem mu tudi hvaležen in to, kar sem je naučil, tudi prenašam na svoje družinske člane, na moje sinove in pa na moje zaposlene. V lanskem letu smo končali investicijo, kljub krizi, slabim razmeram smo se odločili, da izvedemo največjo investicijo v naši zgodovini, ko smo uspešno zgradili objekt, ki ima tehnološke in vizualne atribute kvalitete, ki so odraz tudi naših prizadevanj, naše izdelke, ki jih delamo jih po načelu kvalitete, pod sloganom Ko veš, kaj ješ. To pomeni, da od lokalnih rejcev z domačega okolja nabavljamo surovino in predelujemo po tradicionalnih tehnologijah, kot so jih včasih, ko dodajamo meso, samo sol in začimbe zraven, se zato vzamemo čas in sigurno so tudi ljudje, ki to delajo, zelo pomembni, da nastane kvaliteta. Minulo leto je res presedan v našem razvoju. Poleg tega, da smo uspešno zagnali novo proizvodnjo, smo tudi dosegli dosti uspehov na področju mednarodnih ocenjevanj naših mesnih izdelkov. Dali smo 13 izdelkov na ocenjevanje, od tega 8 v tujino, za kar smo dobili 7 zlatih, 1 srebrno in pa na sejmu v Radovnu smo dali 5 izdelkov na ocenjevanje, za kar smo prejeli 5 zlatih medalj. Smo tudi, bi rekel, zavedni pomembnosti kulinarike za Slovenijo, prehrano, zato tudi pri nas gojimo nekako posebno pozornost do zaščitenih slovenskih izdelkov, se pravi, certificiramo se na področju izdelkov, imamo certifikat za prekmursko šunko, ker je naš najbolj paradni izdelek. Certifikat nosimo za kranjsko klobaso, za prekmursko givanico in pa za ekološke testenine. Zakaj toliko certifikatov? Ti certifikati so odraz našega dela, neodvisne inštitucije kontrolirajo to, kako delamo in oni nam dajo potem, bi rekel, znak, s katerim potem lahko uspešno tržimo te izdelke, se pravi, glede na to, da smo malo podjetje, imamo dokaj dobro pozornost marketinško in poleg tega sigurno je blagovna znamka Diši po Prekmurju, ki je že več kot 15 let stara, je nastala kot pobuda, ko smo začeli z zaščito prekmurske šunke, kjer smo ugotovili, da je regija tista, ki nam daje moč, ki nam daje možnost biti prepoznaven v tej poplavi živilskih izdelkov po celi Sloveniji in pa v globalnem širšem svetu. In smo prepoznali vlogo oziroma možnost sodelovanja z lokalnimi in ostalimi proizvajalci, ponudniki in turističnimi ponudniki, da skupaj nastopimo, da se v slovenskem in pa zunanjem merilu postavimo na ogled in upam, da bo ta zgodba, ki je danes v zadnjih 5 letih res dobila na prepoznavnosti, še rasla naprej. Želimo si tudi, da bojo naši zaposleni, s katerimi delamo, še bolj zadovoljni, da bomo še boljšo kvaliteto delali in imamo še kar nekaj izzivov za bodoče. Hvala lepa.